Pozdravljeni, spretni prstki. Sreda je in spet smo skupaj. Maša, se spomniš, kaj so zadnjič obljubili našim gledalcem, da bomo počeli danes, ko smo skoraj tik pred nočjo čarovnic? Da, ustvarjali pajke. Tako je, pajki so en tak simbol tudi groze in če je noč čarovnice, malo moramo bati in današnja oddaja bo torej popajkovsko obarvana, pa ne bodo nič strašni, ampak takšni, ki si jih lahko oziroma ki si jih bomo izdelali kar sami. Najbolje je, da kar poveva našim gledalcem, kaj za izdelavo pajkove krone in pa majhnih, simpatičnih, sladkih pajkov potrebujemo in potem začneva z delom. Za pajkov klobuk potrebujemo črn trši papir, bel trši papir, spenjač, lepilo za papir in škarje. Najbolje, da kar pričneva. Najprej si iz papirja, najbolje je ta format 50x70 cm, izrežemo takšen trak, ki je širok približno 8 cm. Sama sem Maši pripravila šablono, drugače pa si pomagamo z ravnilom, na večjih mestih obrežemo in potem narišemo črto, po kateri bomo ta trak ravno. Ni potrebno brisati, ker boš potem tako izrezala. To ti je samo v pomoč, da boš ta trak lažje odrezala. To bo osnova našega pajkovskega klobučka, ki si ga bomo potem na noč čarovnic lahko nadeli. Tako, najbolje, če ga kar izrežeš. Lahko pa seveda pajka naredimo tudi v drugi barvi, ni potrebno, da je ravno črn, mogoče pa bo naša pajkovsko obarvana zabava taka vesela, pa je vsak pajek za naše prijatelje ali pa za naše družinske člane drugačne barve. Z Mašo pa bova kljub temu izdelali takšnega črnega pajka, kot ga poznamo. Maša, se ti bojiš pajkov? Srednje. Srednje. Če so veliki, če so pa mali, se pa ne. Se pa ne bojiš. Pajkov se pravzaprav ni za bati. Nekateri celo pravijo, da nam prinašajo srečo in da jih ne preganjamo preveč, čeprav mame niso preveč zadovoljne, če pajko, sedaj pa Maša, ker je list tako velik, škarje pa majhne, boš mogoče lažje odrezala potem še po tej strani. Tako. In na podoben način, kot bova sedaj z Mašo izdelali pajka, lahko izdelate krone oziroma klobučke za različne zabave. Skratka, osnova je tak tulec oziroma takle trak, ki ga bova sedaj izdelali in potem speli s penjačem, ter na njega pa potem naredimo različne stvari, lahko ušeske različnih živali, same pa bova izdelali pajka. Ne bova takole. Zakaj ne? Ker če bova speli tukajle, kot je velik ta naš list, pomeni, da bo to tvoja verižica, ne pa tvoja krona. Tukaj pa bodo pomagali potem starši, ti boš čisto pri miru in bova tole kronico takole malce odmerili po tvoji glavi, da bo tale pajkec lepo sedel na njo, ko jo bova izdelali. Takole nekako bi moralo biti, da ti ne bo preveliko in potem na straneh tale trak spneva kar s penjačem, lahko pa ga zlepite tudi s selotejpom, če doma nimate spenjača. In tale odvečni del odreževa. Tega velikega lista sedaj ne bova več potrebovali, zato ga bomo umaknili. Maša je odrezala odvečni del kronice, ki ga bomo potem porabili pri izdelavi oči. Samo da ne boš prerezala obeh delov, tako samo ta odvečni del. In tako je zdaj osnova za našega pajkeca končana. Sedaj bova pajkcu izrezali še noge. In sicer pajki imajo 8 nog, zato bova odrezali 8 takšnih trakov, dolgih približno 25 cm in pa širokih 1,5 cm. In tudi zato sem Maši sama že pripravila šablono, da pa bo izdelava hitrejša, bova izrezovali kar 2 lista skupaj in tako izrezali 2 pajkovi nogi hkrati. Tako, dovolj bo, ker sta oba listka skupaj. Listka trdno drži skupaj ali pa ti bom takole na tej strani pomagala in
izreži oba papirja oziroma obe nogi. Tako. In sedaj pripravimo tele naše noge. Kako pa jih pripravimo? Pripravimo jih tako, da jo prepognemo malce višje kot na polovici. Takole, na eno stran. Takole bo naš pajkec, bo noga pripeta in potem na tole drugo stran še našo nogo, da bo pajkec lahko hodil. Skratka, takole približno. Prepogneva vseh 8 nogic. Vidiš, eno na, tako, tole ta dolgo, krajšo pustiš ravno, ta dolgo pa spodnji del malce zapogneš in dobiš take narobe uje ali pa leje z zavihki, pa bova to naredili, ker jih je 8 kar skupaj, približno, sva rekli, na temle delu narediva nogico in jo potem na temle delu zapogneva. Tako, 4 noge že imava, še 4. Takole. In še, skoraj sem se zgubila zdajle v temle zlaganju. Tako, lažje gre, če ustvarjata 2. Je potem pri izdelavi toliko nog delo hitrejše. Takole, noge so v osnovi pripravljene, sedaj pa izreževa še obe oči. Tako. Spet bova papir prepognili, kar pomeni, da bova izdelali osnovo, izrezovali samo enkrat, spet obrišeš šablono. In izrežeš spet oba delčka skupaj. Tak oval, ki bo potem lepo pasal na naš obroček. Sedaj pa izreževa še, kot sva rekli, iz tistega delčka črne, ki nama je ostal, jo spet prepogniva in izreževa še manjšo zenico. Tako, spet izreževa. Zenica bo tudi tako ravno prav velika za naše. Bo šlo, papir je malce trši in kadar režemo 2 delca, je potem malce težje izrezovati. Tako, sedaj pa tale papir, ki nama je ostal v uporabi za zaščito mize in tele črne zenice namaži z lepilom ter jih prilepi na belo osnovo. Takole, kar dobro namaži in prilepi. Pa še drugo. Pazimo, ko še posebej pri tejle beli osnovi, da obrnemo stran, po kateri smo risali, na stran, ki bo prilepljena in se ne bo videla. Sem tako obrneš in prilepiš na to stran. Poglej tako, da bo pajkec lepo gledal, učki poravnaj, aha, tvoj bo malce gledal po strani, kar je tudi v redu. In sedaj začneva
z lepljenjem tehle najinih učk na tole osnovo. To se pravi nekje na sredino naše kapice, prilepimo učki tako, da ne pokrivajo čisto črnine, ampak da so malce dvignjene, tako kot si že v štartu naredila. Se pravi, namažeš kar spodnji del, spet uporabiš tole za zaščito pri lepljenju. Učke ne bova spele s penjalcem, ker se bo potem na tej beli površini to videlo in jo bova kar pazimo pa, da je tole potem zadaj, ne? Zato pazimo, da je tako nekako sorazmerno, ravno na nasprotni strani. In še drugo, spet pazi, na katero stran moraš prilepiti. Tako. Pajkec ima oči. Med tem časom, ko se bo tole lepilo malce posušilo, pa bova do konca pripravile še noge pajkove. In sicer tako, da tale zgornji del, to se pravi tale daljši del, vzameš škarjice in ga takole pogladiš. In potem, ko bo takole noga, malce bova potem tukaj le prilepili, ko bo noga takole lepo pripeta, bo tale naš pajkec, takole, vidiš, narobe sva zložili. Takole, ampak nič hudega, ker bova sedaj le na tem pregibu, ko bova takole speli naše noge, bova to pripeli. Skratka, na temle takole, izvoli. Takole, da bodo noge lepo sedle. Dobimo tak kar močno, škarje pa niso preveč ostre. Mogoče ti bom pa sama pomagala, ti boš pa potem samo obrnila. Lažje gre na trakcih. Lažje gre na mehkih trakcih, kot na te le trdem. Ti boš pa takole nogo obrnila na ven, da bo potem lepo takole sedla. Pa si bova na ta način pomagale, pa bova hitro obe gotovi. Res pa je, da je mogoče tole delo malce težje in zato, ker je papir trši, pri trakcih pa to znaš narediti, kadar zavijamo darila. Ja. Takole, skratka ta pregib tako obrneš na to stran, pa še tukajle, pa še eno nogo. Tako, obrnila si pregib, še eno nogo imava, takole, in sedaj samo obrneš tale pregib. Sedaj pa bova tele noge lepo takole razporedili, 4 na eno stran in 4 na drugo, s penjačem jih boš pripela na našo kapico. Močno, spenjač stisni tukaj tako in naslednjo. Tako, pa naprej. Ni težka izdelava, ne? Ne. Ne. Malce pomoči. Ustvarjanje v dvoje je tako bolj prijetno, tudi zaradi tega, ker lahko vmes klepetamo in si mogoče priskočimo na pomoč, če je potrebno. Pa še četrto nogo na tej strani in potem še 4 na drugi strani. Tukaj le bomo stisnili. Lepilo za papir se malce dalj časa suši. Tako, in sedaj še 4 pajkove noge. Gledaš približno, da je približno sorazmerno, ni pa čisto nujno. Pa še 3. Zadnji 2 nogi. Tale je malo kriva. Nič hudega. In še zadnjo. Tako, naša pajkova krona je s tem končana. Lahko si jo malce nadeneš, da vidimo, kako ti pristaja. Tako, super pajkeci. Sedaj pa predlagam, da imaš krono kar na glavi, pa bova izdelali še sladke pajke, kot sva obljubili. To se pravi, za sladke pajke pa potrebujemo lizike, črno polivinilasto vrečko za smeti, oči migice
črno kosmato žičko, univerzalno lepilo, košček selotejpa in škarje. In najbolje, da se ti pajkec kar lotiva dela. Skratka, potrebujeva liziko, čisto vseeno kakšno, potrebujeva malce polivinila, seveda naj bo tale vreča za smeti čista, ker če bomo tele pajkaste lizike potem komu poklonili naprej, pa tudi če jih ne bomo, bomo liziko želeli na koncu pojesti tudi sami in je le prav, da so vrečke čiste. Odrežeš košček, manjši tak kvadratek polivinila. Tako. Liziko ovijemo v ta polivinil. Glavo lizike, ne? Jo močno stisnemo, zavijemo z vseh strani. Tako, lepo dol z roko po gladi, vzamemo košček selotejpa in tako zaviješ. Vidiš, kako prav si naredila in sedaj na tem delčku, spodnjem delčku, zlepiva tole, tale naš polivinil na liziko in je lizika že ovita. Že tako je malce strašljiva, takšna za noč čarovnic primerna. Sedaj pa potrebujeva kosmato žičko in iz nje spet izreževa, koliko nog sva rekli, da ima pajek? 8. To se pravi 4 takšne približno takole velike trakce boš odrezala. 2 že imaš. Takole malce zmeriva, da bodo približno enako veliki. 4 in še 2. 1, 2, 3, 4, aha, saj prav, 4 nogice, to se pravi 4 na eno stran, 4 na drugo stran. Jaz bi jih sedaj temu pajkcu dala kar 6. Sedaj pa, tako kot si začela, žičke približno poravnamo in v tale spodnji del jih tako ovijemo okrog lizike, kar močno jih ovijemo, zato ker bomo nogice potem še oblikovali. Ni pa potrebno dvakrat, dovolj bo enkrat. Stisnemo takole k vrhu. In sedaj tele žičke, ki se dajo lepo oblikovati, oblikujemo v pajkove nogice. Malce jih pokrivimo, tako da se bo videlo, da naš pa kar raztegnemo takole pod celo glavico, ne pajkovo, takole na tele strani, vidiš? Da bo pajek izgledal tak malce strašljiv, pa še kosmate noge ima tale pajek. Tistih kosmatih pajkov je mene najbolj strah. V sreči pri nas ne živijo, ali pa jih vsaj ne živi veliko, tako da bi jih mi videli. Tako in spet še tele 4, pa potem tako malce, da bo imel obliko pajkeca. Pogledaš liziko, kako izgleda. Če že izgleda kot pajkec, manjkajo, super izgleda. In sedaj prilepiš samo še 2 očimigici. Če nimate očimigici, spet lahko pomagate kar z belim papirjem in črnim papirjem in izdelate oči za našega pajkeca. Sedaj pa bova kar na liziko dali 2 pikici lepila in potem na njih naše učke. Pa še tako in še drugo. Takole pogledava, kje ima pajke. Tako, še drugo učko. Tako. Takole, kar spusti. Tako lahko pajka primeš. Tako Maša je čisto po pajkovsko pripravljena na praznovanje dneva čarovnic. Midve pa sva zaključili današnjo oddajo. Če želite ustvariti tudi naslednjo sredo, nas gledajte ob 18. na VTV-ju. Nasvidenje do prihodnjič. Adijo!